Projekt Aplavz, ki je potekal pod okriljem Mestne občine Ljubljana, pa nam pokaže, kako lahko iz invazivnih tujerodnih rastlin naredimo veliko uporabnega. To vse so tujerodne vrste. To so pa invazivne tujerodne vrste. Invazivne tujerodne vrste imajo škodljive vplive na domorodne vrste in ekosisteme. Vplivajo lahko tudi na zdravje ljudi in gospodarstvo. Tudi v Ljubljani se soočamo z razraščanjem invazivnih tujerodnih rastlin. Do sedaj smo invazivne vrste kompostirali ali sežigali, v letu 2016 pa smo v Ljubljani že dokazali, da jih lahko predelamo v uporabne izdelke. V okviru projekta pridobivamo podatke o razširjenosti invazivnih tujerodnih rastlin. V izvajanje projekta vključujemo različne deležnike. Vzpostavili smo zbirno mesto za predajo izbranih invazivnih tujerodnih rastlin. Razvijamo različne papirne izdelke. Izdelujemo lesene izdelke. Stranske produkte v procesu predelave biomase predelujemo vhodne surovine za industrijo. Proučujemo možnosti uporabe invazivnih tujerodnih rastlin v prehrani ljudi. Raziskujemo, katere rastline so primerne kot vir barvil in uporabne za izdelavo premazov. Razvijamo recepture za domačo pripravo prašiv in izvlečkov za zatiranje rastlinam škodljivih organizmov. V projektu Aplavz sodeluje 11 partnerjev. Projekt naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu krožnega gospodarstva in brez odpadkov. Invazivne tujerodne rastline so v svetovnem merilu že več desetletij znane kot eden najpogostejših razlogov za upadanje biotske pestrosti. Povzročajo pa tudi gospodarsko in okoljsko škodo, nekatere pa so škodljive tudi za zdravje ljudi. Tudi Ljubljana se, podobno kot ostala mesta, sooča z razširjanjem oziroma razraščanjem invazivnih tujerodnih rastlin. Zato smo že v letu 2014 začeli z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor, v okviru katere meščanke in meščane ozaveščamo oziroma izobražujemo o škodljivosti teh rastlin. Vključevanje meščank in meščanov v reševanje te problematike pa je tudi temelj triletnega evropskega projekta Aplavz, ki ga izvaja 11 različnih partnerjev in se bo zaključil konec letošnjega leta 2020. Še posebej pa smo ponosni na to, da nam je uspelo razviti kar 65 načinov, kako te naravi škodljive rastline uporabiti oziroma predelati v uporabne izdelke oziroma v surovine za industrijo. Na oddelku za agronomijo Biotehniške fakultete smo v okviru projekta Aplavz preučevali, ugotavljali morebitno učinkovitost 8 vrst invazivnih rastlin pri zatiranju škodljivih organizmov. Škodljivcev, povzročiteljev bolezni in pa plevelov. Po 3 letih preizkušanja 8 invazivnih rastlinskih vrst, češkega in japonskega dresnika, octovca, pa jesena in pa nekaterih drugih, smo pravzaprav samo pri kanadski zlati rozgi, torej to je bila tudi ena od 8, ugotovili potencialno limacidno delovanje, torej to je delovanje na zatiranje polžev. Polži so namreč v zadnjih letih vse pomembnejši škodljivci naših rastlin, torej ki jih gojimo na vrtovih, pa tudi na njivah. Rezultate naših raziskav smo objavili tako na domačih, kot tudi na tujih konferencah. Izvedli smo izbor invazivnih rastlin, različne kemijske analize. Izvedli smo tudi 9 kulinaričnih delavnic skupaj s partnerji in 3 natečaje za najbolj inovativno jed iz topinamburja in mirabolane oziroma štrboncla. V plodovih
mirabolane smo analizirali karotenoide. In sicer največjo vsebnost karotenoidov smo določili v beta-karotena. Beta-karoten je znan karotenoid, ki ga najdemo v korenčku in se v človeškem telesu lahko sintetizira v vitamin A. V odseku za prehrambeno kemijo Kemijskega inštituta smo analizirali tudi gomolje topinamburja. Ugotovili smo, da vsebujejo inulin. Inulin je polisaharid tako kot škrob, je vodotopna vlaknina, za katero človek nima encima. Pozitivna stvar inulina je, da prispeva k majhnemu dvigu krvnega sladkorja, zato je izredno pomemben za diabetike. V okviru projekta APLOS ugotavljamo, da je na območju Mestne občine Ljubljana veliko dreves mirabolane oziroma štrbonclja, katerih plodovi bi bili lahko uporabljeni kot sadje za ljudi, ki se sadja ne morejo privoščiti. V okviru aktivnosti projekta APLOS smo na oddelku za lesarstvo preučevali predvsem vrste, ki so pomembne za pridobivanje lesa za izdelavo lesenih izdelkov. Pri uporabi lesa iz vrst drevesnih, ki prihajajo iz urbanega okolja, je pomembno predvsem to, da ne dobimo tako velikih materialnih in vrednostnih izkoristkov, pač pa zaradi poranitvenih procesov, ki se dogajajo po poškodovanih dreves, v teh lesovih najdemo izredno lepe in pestre teksture. Prav te nenavadne unikatne teksture predstavljajo glavno prednost izrabe teh vrst. Na tak način nam je uspelo izdelati res lepe unikatne izdelke. Pri predelavi lesa v lesne izdelke seveda dobimo tudi lesne ostanke, ki se tradicionalno uporabljajo predvsem za energente. Nam pa je na oddelku za lesarstvo uspelo to vrstno surovino utekočiniti, utekočinjen les pa uporabiti kot surovino in dodatke za lepila in premaze za lesne površine. Del teh lesnih ostankov pa smo pomleli in uporabili za izdelavo 3D lesnih kompozitov, ki nam omogočajo praktično neomejene možnosti, kar se tiče oblik, in na tak način tudi ponovno uporabo oziroma recikliranje tega materiala. Uspelo nam je z raziskavami dodati tudi nova spoznanja, predvsem o lastnostih in pa samem obnašanju in izrabi tujerodnih lesnih vrst. Tako da naše področje raziskovanja oziroma doprinosa k samemu projektu je bilo, da opredelimo, kakšne so možnosti aplikacij invazivnih tujerodnih rastlin tako na tekstil kot na sam papir in predvsem na tekstilu, torej potiskljivost in pa oziroma barvanje z naravnimi proizvodi, predvsem na osnovi vodnih ekstraktov in pa tako tudi na samem tisku papirja, ki pa seveda sloni na ekstraktih, na organskih topilih. Zdaj seveda pri samem tekstilu so te barvanja bila, kot rečeno, na vodni osnovi in so torej lahko tudi aplikativne doma v gospodinjstvu, medtem ko sama tisk na papir pa je nekoliko bolj na polindustrijskem in industrijskem nivoju, namreč sami ekstrakti zahtevajo določeno tehnologijo, pa tudi seveda v določenih primerih, če bi z posameznimi ekstrakti lahko izvedli zadevo tudi na področju tiskanja samega papirja, kakšnih voščilnic, novoletnih in podobno rojstnodnevnih, bi se tudi na tem področju lahko izvajalo. Seveda smo mi same tisk in pa barvanje izvajali tako na področju tekstila izhajajoč iz naravnih materialov, tukaj sta bila lan, volna in pa bombaž, ter tudi primerjava tega na sintetičnih materialih, kot sta poliester in poliamid, dva najpogostejše zastopane sintetične materiale v tekstilni industriji. Medtem ko se je sam tisk izvajal v različnih tehnikah tiska, to sta bili sito tisk in pa offset tisk, ter pa poskusi tudi na digitalnih inkjet tiskalnikih, ki je vedno bolj zastopano. Medtem ko je sam medij tiska bil pa izdelan papir prav tako iz invazivnih tujerodnih rastlin, torej japonskega dresnika, akacije in pa rozge. Tako da so vse te odtisi bili potem takem tudi primerjeni tako na svetlobo, kot na drgnjenje, torej obstojnost pri rokovanju in pa tudi neposredno na samo čitljivost, kako se iz tovrstnih dokumentov da jasno prebrati besedilo, na katerega je seveda le to natisnjeno.
Izkazalo se je, da so rezultati zelo obetavni in pa seveda zelo perspektivni, tako da se odtisi na tovrstne dokumente dajo izvajati, seveda pa ne v takšnem obsegu, kot bi seveda lahko pričakovali za današnjo masovno gospodarsko dejavnost, kot je papirna industrija. Kar je pa ključno, je pa v tem, da seveda se v vseh segmentih krog samega ekološkega obdelovanja zaključi.